Čakaj, ko bo rekel. Gremo? Tako. Ajde, na tri kažemo. 1, 2, 3. Dare. Jovo. Aris. 3. Bešo. Toni. Roki. Ajde. Ajde, brate. Lepo zdrav iz športnega parka Radomlje, kjer se bosta Tim Džaf in Tim Šele pomerila v streljanju 11 metrov. Kapetan ekipe Džaf si je izbral naslednje igralce: Boban Jović, Mitja Kovačević, Damjan Trifković in Antonio Delameja. Na drugi strani pa si je kapetan ekipe Šele izbral Roka Baskero, Adnana Pešića, Arisa Zarifovića in izkušenega Darka Karapetrovića. Prvi bo k beli točki pristopil Boban Jović. Jović je v tej sezoni že 3-krat uspešno izvedel najstrožjo kazen. Poglejmo, kako se bo odrezal tokrat. Šeliga je izbral napačno strani in Tim Džaf je v vodstvu. Kera, če se lište razbija, ko pesa. Ajde, Basker, ti imaš točko. Za Tim Šele bo strel z bele točke izvedel mladi Rok Baskera, sicer tudi član mlade reprezentance do 21 let. Baskera in Džafić na mestu. Lega, Šele to! Džave bom jedu! Ajmo, kola! Bas gre pešakov domov, stari. Jam. Dobre, Bas, kaj ni? Naslednji za strel je na vrsti Kovačević, otrok Olimpije, ki igra na poziciji centralnega branilca. Gremo, Kovačević, Šeliga zadel pravo stran, tudi ne. Strelil je Brajmočan, vodstvo ekipe Džaf 2-0. Hvala je kamera. Dej, Džaf. Džaf ne mora spati, zato kaj se je kozak. Fok se Džafu do kamere upajcala. Ali bo Adnan Bešić prvi, ki bo ekipi Šele prinesel točko? Bešić je sicer za Olimpijo zabil že kar 11-krat. Bešić in Džafić brani! To je konc, ej! Kaj je konc? Lahko damo še 2 kola, 3. Ajde, 10 je. Lagano bom zabil 4 gole. Da trif ne me jebe. Če da trif je konc, ne nariš? Ne! Ja. Velenčan Damjan Trifković je naslednji, ki bo izvajal 11 metrov. Aj, trif, dej. Vezist je pred prihodom v Olimpijo igral za Velenjski Rudar, kjer je zbral 105 nastopov in zabil 10 zadetkov. Trifković ali Šeliga in Šeliga brani! To te Italijani škoda. Dej, no, kaj se guši? Če sta se zvezda, v avto se skaj boste, povedal me pred treningom kam bo želje gušiti, stari. Šele, kako si podal? Šele, stari, neki takimi, no. Kje je, tle? Ja. Pa poglejmo, kako se bo odrezal Aris Zarifović. Izkušeni branilec v prvi ligi nastopa že od sezone 2007-2008. Olimpiji pa se je pridružil letos, ko je prestopil iz Gorice. No, na videz Zarifović spominja na francoskega nogometnega virtuoza. Ali bo prav on tisti, ki bo prvi dosegel točko za svojo ekipo? Zarifović proti Džafiću in gol Zarifovića! Bravo. Ja, me nabrani obvedan. Ja, pobrani nešto, stari. 2-1. 2-1, 3-2. Ne, Kaj, oba tu 3-2 dolaziš se ti, stari. Antonio Delameja Mlinar je naslednji, ki se bo preizkusil. To, stari. V zadju Zarifović Šeligi sugerira, v katero smer bo Tonči streljal. Antonio je denimo lansko leto s soigralci iz mlade slovenske reprezentance za las ušel v nastop na Evropskem prvenstvu. Njegova primarna pozicija je sicer centralni branilec, dobro pa se znajde tudi na položaju defenzivnega vezista in bočnega branilca. Ajde, Kristjano, jebe. No, dajmo Delameja vendarle nam decembra zovarja. No, ali bo tokrat res streljal? In stresle so se Radomlje. Ostaja pri rezultatu 2-1 v korist ekipe Džaf. Kjer sem jaz bakšel, no, stari, no. Ej, vidim, da se gre za kosilo, ne? Bo, zdaj vidim, res bo celo. Ti imaš pritisak, ko se... Zaupamo v trenerja. Zdaj pa Darko Karapetrović, pomočnik trenerja pri Olimpiji. Darko se lahko pohvali z bogato igralsko kariero, namreč igral je za Olimpijo, Velče, FK Obilić, Domžale, Tabor Sežana, Penka Ljubljano, Rit, Švanenštat, Hartberg, Belo Krajino, Ivančno Gorico, Krško in Radomlje
kjer pa je tudi zaključil svojo profesionalno igralsko kariero. Poglejmo si, ali mu bodo te izkušnje prišle prav. Karapetrović in rutinirano Darko Karapetrović. Vse je dal gol, no. Naslednji strel pa bo nekaj posebnega, namreč na vrsti je vratar Elvis Džafić. Namenim, da se zadetek vratarja šteje za 2 točke. Džafić je bil lani prav tako član U21 slovenske reprezentance, za seboj pa ima tudi kar nekaj nastopov v evropskih tekmovanjih. To moraš braniti. Vratar proti vratarju in gol! Rezultat je sedaj 4-2. Noč več nas ne ustavi. 4-2 zdaj. 4-2. Vratarja bosta sedaj zamenjala vlogi. Džafić na gol, Šeliga pa bo stopil pred belo točko. Aleksandar Šeliga, star je 33 let, pred prihodom v Olimpijo je igral za Celje, Slavijo iz Prage, Šparto iz Rotterdama, ima pa tudi en nastop za slovensko člansko reprezentanco. Ja, se te razumem. Šeliga je vzel zalet in bravo, Šele, tudi on zadeva. Džafić je sicer čakal na srednji vrat, a se mu ni šlo. Kjera sem jaz bal. Žafo, daj to kamero, sem Žafo. Prišli smo do trenutka, ko so vsi igralci po enkrat izvajali strel z bele točke. Zdaj zopet na vrsti prvi izvajalec, to je Boban Jović. Prvič je zadev, kako bo sedaj? Jović in... Gol! Lep strel Bobija, močno in natančno. Rezultat pa je 5-4 za ekipo Džaf. Baske, ne me fukaj zdaj, si slišal? Jaz trifo za nas grešil, ker ste se zvelili in se prega zbušil. Ne bo zanimivo, no, kaj ti je. Baske, glega. Jovo, pust ga no! Zdaj bomo 5 minut. Baskera ali Džafić, Baskera in krasno zadeva Luka Baskere. Tako imenovana panika. Ej, srce, Prevaral je Džafića in je zanačil rezultat na 5. Tam se da ne razgorjene Džafića, češ, vozi se vendar. Dajte nam gol, pa to bo. Naslednji bo streljal Mitja Kovačević. Prvo je hladnokrvno zadev, po drugo pa... Eminem, what's your name? Clean Shandy, what the frogs? In megalomansko veselje dela me, ki misli, da je njegova ekipa že zmagala. Sam bram, pa smo znaš. Antonio igra se do 10, ne do 6. 6-5. Za nas. Pešić je naslednji, ki bo poskušal premagati Džafića. Peša se stresa. Mu bo v drugo vendarle uspelo. Maš Žafo. Ja, Pešić je zadev. Delameja pa zopet ni najbolj zadovoljen z branjenjem v navednicah svojega vratarja. Pa teko znam. Ne glej še leta, sploh. Nemogoče. Kako to težko braniti? Sam za Daran Trifković se pripravlja za izvedbo strela. Trifković v prvo prav tako ni bil uspešen, v drugo pa... Damjan! Poglejte, kako zelo vesel je Trifković ob zadetem golu. Džaf, če pa to ne upam. Ne, že kar noge zadrščal. Leko, bo z levo strelo, lego. Ne upaš z levo, ajde. Leko se kurči. Ajde z levo. Dej Džaf, to imaš. Aris Zarifović postavlja žogo. To je igra živcev. Morda poskuša s premeščanjem žoge dekoncentrirati Džafića, ki pri prvem strelu Zarifovića ni uspešno posredoval. Zarifović in gol! Zarifović, Džafić, 2-0, Džafić je liga 7-7. Šele ne provociri, šele. Toni, imaš to, Toni. Euforični Tonči bo naslednji streljal. 2 za 2, jaz sem 100%. Po moji uri je pri prvem strelu porabil več kot 46 sekund za postavitev žoge na belo točko. Kot kaže, bo sedaj precej hitrejši. Toni Seljak. In tudi uspešnejši. Delameja je v drugo zadevo. Šeliga je sicer izbral pravo stran, toda strel Antonija je bil premočan. Pripravljen je Darko Karapetrović, izkušen stari maček. Pri prvem strelu se je lepo videlo, kako je počakal vratarja, katero smer bo izbral in žogo poslal v nasprotno stran. Karapetrović tudi v drugo suveren. Delameja zopet ni najbolj zadovoljen z reakcijo Džafića in rezultat je 8-8. Ajde, šele, brani. In sedaj, Džafić lahko privede svojo ekipo do prednosti, kajti njegov gol šteje dvojno. Džafić je zadev! Bravo, Elvis! Zmaga smo! Aj gol. Zmaga! Prvi do 10! Prvi do 10! Zmaga! Ajde! Delameja in druščina se veselijo zmage, ampak, Toki malo, pravilo, dej. kot pravi Darko Karapetrović, moramo počakati še na strel Šelige, ki pa lahko rezultati zanači na 10-10. Če se to zgodi, bo vsaka ekipa imela po enega izvajalca, ki bosta streljala, dokler eden od njiju ne zgreši. Šeliga
Ajde, pritisak šele. Dej, Džaf, primo, jo, stari. In zanesljivo Aleksandar Šeliga. Žal je poslal pod prečko in rezultat je izenačena 10-10. Zdaj pa sam še eden. Sam še en. Ni še en, prvi razlike. Za ekipo Džaf bo streljanje 11 metrov odločal Boban Jović, ki je že pripravljen za izvajanje strela. Če pole zgrešimo, pa mi smo sami bili prej do 10. Jović je zadeval! Zmaga! No, tam pa nekaterim igralcem pravila še niso čisto jasna. Ne, Delameja, niste še zmagali. Počakajmo na strel Arisa. Šempetrčan danes še ni zgrešil. To je naša. To je naša. In v malo mrežico Zarifović. Rezultat je zopet izenačena 11-11. Ne, no, ne da še mi Jovo strelamo. spet, no. Ne, no. Samo en, ja. Samo en je, Jovo. Ajde. Jovo pa je. Šele, dej, ne me jebat, stari. Boban Jović zagotovo je pod velikim pritiskom. Jović in krasen zadetek Bobana. Panjka je uspela in ekipa Džaf zopet vodi. Čak, zmagali smo. Kje sredina, tle, ne? Tukaj ta rupak je. Če Zarifović zdaj zgreši, zmago in brezplačno kosilo dobi ekipa Džaf. Kako se bo sedaj Zarifović obnesel pod velikim pritiskom? In zanesljivo Zarifović, ki je žogico zopet podal do Jovića. Ajde, šele. Je, konc. Zdaj pa konc. Evo, zdaj bo ta. Prečko zdaj. A bo pa promašil. Jovo, koncentracija, ajde. Rezultat je izenačen. Jović pa za novo vodstvo ekipe Džaf, krasen zadetek Jovića. Pa da je bila blizu prečke, veš? Nije do Bobčape. Boš, ja. Čak, Aris. Zmagali smo. Ne, Džaf, po bran, no jebote. Ne, lahko reč na sredino. Pri strelu pa Zarifović. Džafić se postavi nekoliko stran, Aris zahteva, da se postavi na sredino. Toda važno je, da vratar stoji na črti. Zarifović zadeva. Trik Džafića se ni obnesel. Zabavajo bojo zubili, ajde, dej. To je res bogi mu kaže. Meni daš pritisak, pa jebeno mate. Džafo, greme zbraniti. Delameja pa sedaj želi zamenjati vlogo vratarja z Džafićem. Danes je imel kar nekaj pripomb na njegovo posredovanje. Ali bo Šeliga tokrat strel Jovića obranil? In Šeliga brani! Ostaja 13-13. Če Zarifović zdaj zadane, bo brezplačno kosilo dobila ekipa Šele. Aris Zarifović ali Elvis Džafić. Ajde, Aris, da džabe ruča, molim te. Za zmago! Zarifović strelja in... Gol! Gol Zarifovića! Zmaga ekipe Šele, ki se vrila iz enega položaja in si prigrala slavo in brezplačno kosilo v restauraciji Bežigrajski dvor. Evo, Jovo, spet si zajebal celo tekmo. Ja, Delameja! Da smo imeli še golmana. Radi bi se zahvalili Džafu in njegovi ekipi. za kosilo.